Dober večer, lepo vas pozdravljam v imenu Zavoda za kulturo Bled in Muzejskega društva Bled. Danes je z nami še zadnjič v okviru tretjega sklopa predavanj gospod Rok Bremec, diplomirani arheolog. Tokrat se bomo sprehodili skozi preteklost Gorenjske na podlagi arheoloških pričevanj po začetku našega štitja. Za slovensko območje je bila skozi vso preteklost značilna izrazita prehodna lega, kar se je pod vplivom različnih dejavnikov intenzivno izražalo v vseh obdobjih. V današnjem predavanju bomo izvedeli, kakšne prednosti je našemu prostoru prinesla rimska nadoblast, ter kako so se po njenem propadu odvijali nemirni in težki časi pozne antike, ko je prišlo do divjanja državljanskih vojenj, pritiska germanskih ljudstev in splošne nestabilnosti. Nazadnje pa bomo še pod drobnogled vzeli čas srednjega veka. Gospod Bremec, izvolite. Lepo pozdravljam še enkrat. Če ima kdo katerokoli vprašanje za prejšnji teden, ali pa ne prejšnji teden, še zmeraj dobrodošel. A ja, že. Vse reno. Je bilo vse razumljivo, vse zanto. No, to, da smo na isti liniji, to je bistvo. Danes, prejšnji smo že končali nekako z rimsko, s pričetkom dejanj, ko začne ta rimska polizdržavica svoje ekspanzije še na naše ozemlje. Danes bomo to nekako malo nadaljevali. Čistko, zdaj strani arheologije je to tako, to so rimski predmeti, recimo nekako okrog leta 0, kar je pa težko zdaj reči, da je to minus 25, plus 25, tudi danes, ko smo pogovarjali, točne letnice in konca dogodka ni. Kot pa prejšnjič rekla, 25, 6, 91, ja, se smo nekaj prestopili, ampak v naši obleki, kulturi in tako naprej, pa ni bila toliko hitra izmenjava oziroma istočnica, ker pač je tako, trgovina je vedno pomembna in seveda pridejo razni, bomo rekel, taki predmeti. To je recimo domače, mislim, tako dobro, fino namizno posodje, to je pa sponka za oblečilo. In vse gre tako nekako, malo pred, malo poj, se zelo tako, okoli leta nič, se stvari kar dogaja na Gorenskem. To je tisto, ko smo rekli, neki kelti, se take drugačne stvari, ampak trgovina med sabo pa lahko trguje. Tudi če se bojujejo, še zmeraj pa hoče imeti najboljše telefone, po domač povedano. Če na hiter, kaj pomeni rimsko obdobje, koncentracija, že za zgodnega rimskega obdobja najti, to je samo zdaj primer Kranj, ker je bilo veliko raziskav, ampak vidite, pokritost najti iz celotnega pomola praktično prihajajo, so bile najbolj odkrite, kar pomeni, da imamo tisk, se nam vleče od prazgodovine, se nam samo vleče ta naša zgodba, tudi to zgodne rimsko obdobje. Kar je bolj zanimivo, seveda prihajajo razni predmeti ven, ki so pa tako zgodbe, imajo svoje zgodbe. Tukaj predstavljam za nalaž novci iz Kranja, iz Avčarjeve ulice, pri cerkvi oziroma pa še pri cerkvi je bil odkrit. Kar je zanimivo to, to nekako je s to pravno, to je bil takrat, tako kaj je danes moderni Twitter. Vsi vemo, da predsednik Trump, ZDA, zelo rad tvita in govori praktično v celem svetu svoje misli. Tukaj je pa predstavljen August, pa Agripa, pa Aselit, je krokodil raketni. Veste, kaj je zgodba poja, To je po bitki, po akciji, ker je Kleopatra in Egipt v bistvu sta bila ujeta strani. Ampak to, v bistvu, jih je August pokoril. Pa je še Oktavijan, malo pa August, jih je pokoril. In to je mogel on seveda povedati celi državi. Da je on bil uspešen v tej bitki 31. pred našim štitjem. In pač, ker ni to napisal, tako kot danes napišejo na računalnik, pa prek interneta, seveda to šlo takole nekako prek raznih medijev, seveda najlažje pa preko denarja. Tako da to je tist, kje pride ta medij najdlje, preko denarja. Se v bistvu, a smo danes zjevili, imamo kaj drugače. Ne, pač
slovenski reke so, imajo tudi tako slovenske oznake, samo zato, da jih tudi v drugih predeljih Evropske unije točno prepoznajo. Tako da ja, to so pa take rimske zgodbe. Kar je tako, recimo zadnje najdbe, ki so bile odkrite, no, to je iz leta 2013, tukaj v neposredni bližini vodnaka v Kranju, je bila taka kot odpadna jama, ampak je bila zanimiva, ne? Je bila odkrita taka amfora, ne? Pa tako v bistvu vrč, ne? Seveda, ko prihajamo mi v kontakt z rimsko državo, ne? Nam je seveda naše trgovanje zelo pomembno, ne? Ampak dobimo, seveda, odkrimo pa amfore za vino. Kar je bolj zanimivo, je to, da so bile točno označene, to je bilo cel popis narejen, se je točno vedel, pač, in točno tudi po obliki amfore se je to vedel, da pač prihaja iz Rodosa, iz Grčije. Tako da, ne vem, koliko Kranjčanov danes pije, pa Gorencev pije lih iz Grčije vino, ponavadi smo malo vse pri goriških brdih, pa tako se kar malo ustavimo v zadnjem obdobju, imam občutek. Takrat to ni bil tako problem, bi rekel, da je bila kar trgovina, da pride to v en kraj, oziroma je šlo to gotovo seveda še naprej, pa je ena amfora ostala tukaj, ampak tako pač vidimo, da te trgovina kar deluje. Se v bistvu z nekak z Rimskim imperijem, s posegi, seveda, že malo pred nulo, prihajajo seveda take predmeti tudi na območje Gorenjske. Seveda razne filme posode, ki jih prej praktično, to je sem reči kot terasidrata, prej so praktično ne poznane, potem pa to, kar dobimo tisti pač nek primorski predih tudi na Gorenjskem. Zdaj, tako takih posod je bilo seveda iz Gorenjskega območja kar nekaj, te so bile tudi odkrite v Kranju, od manjši posodec, od ta iz Prešernove ulice v Kranju je bila seveda Vljenka, Luči mogla imeti, v bistvu je bila zelo pomembna. Kar je bilo zanimivo, no, je tako, da pač nastane v tem obdobju v Kranju obzidje, seveda, ki se naslon vsa mlajša obzidje, ali pa še pozno antične, pa zelo srednjeveške, pa srednjeveške obzidje, pa potem imamo betonsko preglado gor, po neposredni bližini seveda bunker iz druge svetovne vojne. Tako da vidimo, da te naše zgodbe, tukaj noter je bunker, takole se pa seveda obzidje, to je pregrado Kieselstein, če se znate predstavljati. Tako da se naša zgodba seveda v Kranju in seveda na Gorenjskem kar nadaljuje. Teh stavb v Kranju, zdaj ne sam seveda, jih je bilo na Gorenjskem kar nekaj najdeno, imamo neposredni bližini zasipa, vodešče in tako naprej, ampak v Kranju so pa tiste zdaj zadnje, ki so bile tako odkrite, vse so take malo zanimive, ali so zelo zgodne, da jih v bistvu dajemo začetek 1. stoletja, ali pa so potem pozno. Tako da imamo neko zadevo, pač se dogaja na pomoru, to je severno dvorišče gradu Kieselstein, ki so potekale izkopavanje, in imamo seveda teh faz, predelav, mislim, da je to predstavljeno, so prišli Rimljani, pa so nekaj naredili. Pa je treba vedeti, to je obdobje, ki traja približno 500 let. Tako da ni bilo to tako, pač, če se zazremo za 50 let nazaj, vidimo, koliko se je let recimo spremenilo. In tudi tukaj se je ta zgodba zelo podobno dogajala. Zdaj se pravim, po celotnem Kranju se najdejo predmeti in tudi po Gorenjski. So posod, nek je v kontekstih, nek ni v kontekstih, ampak ja, zdaj najbolj je pa vedno zanimiva ta rimska vojska, to je ta organizacija legionarjev. Tudi posamezni predmeti se ponavadi najdejo, ki govorijo o prisotnostih seveda določenih, bi rekel, seveda, legionarjev je bila, to recimo iz primeri iz Čelade, ki je poprej najden v Kranju. Zdaj tako, primerjalno, če damo enega rimskega vojaka, toliko vem, da ste slišali, vse te organizacije, pa kako je potekal to finančni vidiki, zato da so bili vsi enako opremljeni. Če pogledamo eno modernega vojaka, mislim, da je iz kanadske vojske, praktično je samo plastika malo zamenjala, še kakšna trdna plastika zamenjala, konkretne te lodike segmentate, tako okvire oziroma uklepe. Zdaj, kar je za Gorenjsko daleč najbolj pomembno, ne vem, ste to že videli.
To je bilo zdaj zelo pomembno, no? To je seveda del napisa, ki je bil odkrit v Emoni. Je več teorij, seveda to Marjeta Šašalko, mislim, da je bila tukaj tudi enkrat kot predavateljica, no? Bi vam to točno vse povedal, ampak je leto 14, oziroma tudi po nekih teorijah leto 15, ko dobi seveda Ljubljana novo kolonijo. Nekak starejša naselbina v Ljubljani je pod Grajsko gričo, tam na tribuni bo seveda odkrit tudi nek rimski tabor, ampak potem pa pride, to pa poznamo, Emono, lepo 480-550 metrov, konkretna kolonija, bila je postavljena za veterane, zato da se seveda so pridobili svojo moč bivanja in seveda zemlja v okolici za obdelavo in tako naprej, kar je s tem nastane tako, da seveda Emonski ager ima celo Zgornjesavsko dolino. In to je nič drugega kot to izkoriščanje virov iz cele Gorenjske, prenos do Ljubljane in seveda potem nekako nazaj proti morju, oziroma če potreba proti Donavi, oziroma proti severni meji. Zdaj pa se malo pomislite, je danes kaj drugače. Točno to so hotel reči, imamo na Gorenskem, imamo neki tovaran, ampak vse železnice, pa vse avtoceste grejo direkt v Ljubljano. In seveda iz Ljubljane imamo Rim, ki gre na sever, oziroma na jug, Balkan in tako naprej. In iz istega razloga so bile delane, seveda je bila postavljena Emona, kjer so tudi trgovci, seveda iz Galileje, dobili svojo pozicijo in so s tem seveda potem trgovali. Tako, kar se spostavil nek center. Se vemo, Emona je imela ogromno obzidje z jarkom in ta center je bil seveda z prve vrste namenjen, da postanejo na celotnem gorenjskem območju mir. In to, če imaš ti mir, imaš seveda lahko trgovino in lahko seveda kmetuješ in tako naprej. Tako da, to je en tak segment, ki je bil zelo pomemben, da je Gorenjska takrat, v bistvu nekako s temi leti, po Augustu, seveda še po njegovi smrti, Julici, nekako pa lepo izpostavljeno, da pa pride le to v bistvu Rimsko cesarstvo, nekako tudi na Gorenjsko, praktično pa treba vedeti, da so rabili prek 200 let. Od ustanovitve Akvileje, 181 pred našim štekem, pa to potem pa je le en proces, da se je to zgodilo. Zdaj, kar je najbolj zanimivo strani Gorenjske to, zdaj, če gremo v koncu prvega stoletja, če se malo že pomaknemo približno za 50 let naprej, za nalaž predstavljam grobišče na Bobovku, to je tukaj je Brdo, tukaj je Bobovk, bila ta izkop za gline, seveda za pekarno, kar je, tam je v bistvu sta Petru in Valič raziskovala tudi rimsko-dobno grobišče, mislim, da je bilo prek 40 takih posameznih grobov odkritih, žarnih, kar je bilo tako, naselbine ne poznamo, saj še ne, predvidevamo jo v Srakovlah, ampak to je zdaj to predvidevamo. Seveda je bilo gotovo neka preprosto vaško naselje, ki se je pa razvilo ravno zaradi tega razloga, kar se je zgodilo toliko in toliko let prej v Ljubljani in nastane mir. Ljudje se seveda lahko prvoščijo, da živijo v neki mirni vasi, tako kot danes, in prihaja do te izmenjave. Kar je bolj zanimivo, v tej grobišču, pa smo že v rimskem obdobju, so določene, bom rekel, po domač povedano, kar lonci, ki imajo neko starejšo tradicijo, isto keltsko, pa pride Petličarjev okras, tako. In jih je zelo težko ločati, brez konteksta, tu pa zdaj smo v prvem stoletju našega štetja, pa smo v prvem stoletju pred našim štetjem, ampak seveda na drugo stran pot, je lepo, če je osvetljena, tako da pa pride seveda takle predmet oziroma oljenka pokojniku. Zdaj je tako, večina grobov je bila seveda po domača povedana staroselskih, kar pomeni neka tradicija domača, en od grobov je pa seveda tudi z gladiusom, meč, nekoliko bogatejši, tako je v skrini. Zdaj pa teorij, nažalost, mislim, je več, da bi pa, kjer se točno odločili, težko. Jaz nekaj gledam to tako. V Bobovku je približno pred 100 leti, malo več, je bila v pekarni. Po eni strani se mi zelo logično zdi, da bi takrat zgleda nek glinokop.
za pridelavo, strešnikov, zidakov in tako naprej. To je ne glede na vse, je bila to neka trgovina, ki po celi Gorenjski moglali, pač domače izdelave tegov, lindersov oziroma strešnikov. In gospod Gotov je bil nek veteran, ki je dobil svojo zemljo in je nekako to izkoriščal. Prej sem pa rekel, da je eno teorije pa seveda, da je bilo to vaško naselje. Zdaj tako, neke take dogodki so se vršili, ampak ja, imamo nekoga, ki bi pa po vsej verjetnosti prisoten v rimski vojski, kar pa tako počas dobivamo tudi, da se tisti ljudje iz tega območja seveda infiltrirajo znotraj rimske države. Seveda, v okrugu je odkritega tudi kar nekaj tazga stekla, lepega stekla, ko je en segment, kako seveda je to potekal pokop, seveda nimamo to, je čist druga kultura, kakor jo bomo malo kasneje videli. Pač gre za žarni pokop, seveda, kjer so pa predani tudi vsi predatki, pa vedno zelo pravilno, to je bilo zgleda rimsko, tako kalegi. Zelo pravilno, tudi ko odkrijete rimski grob, je zelo pravilno. Ni tako, da bi bil na hiter izkop narejen, ampak je pravilen kvadrat, tako da ga včasih kar težko, da bi ga zgrešil. Zdaj pa tako, proti koncu 1. stoletja, ko prihajamo, pa vedno več tega vpliva rimskega, seveda tudi na gorenjsko območje, kar je bolj tako, postajajo razne podeželske vile, ki so namenjene ravno z tega razloga, da izkoriščajo območje, na katerem so. In tako je seveda v Rodnah, ne vem, v Rodnah poznate, pred Čarovnico v rimsko vilo, takole je še vidno v obrisih, na terenu na žalost je vidno to tako, da je neki taki grobar opaznik, ampak je lep kvadrat, takole imamo, in seveda v kasnejšem obdobju dobi še zunanji okvir. Izkopavala sta jo Valečin Petru in odkrila, da sodi že vzgodno, ampak potem pride tudi v pozno obdobje. Kaj je bilo to, pa verjamem, da ste slišali, v Mošnah odkrita vila ob avtocesti, to je pa primer Balneuma. Jaz sem jih spomnil, takrat sem začel študirati in sem takrat študijsko prišli vsi tja, je bilo, te stebrički so, ravno so bili v zadnji fazi, so še stebrički stali, ko je bil v bistvu po domače povedan talno grejte hipokaz, to je Balneum, kot neka zasebna kopalnica, tako. Človek se jo ne bi branil še danes. Tako lepo mozaik, po tleh ogreta voda, pač vse, odzorni prefurni, noter, kako je to. Bil je tak sistem, praktično tako, kad danes prihajamo v kopalnici, ko bomo talno grejte, čisto tako, isti sistem. Vedno. No, zdaj pa prihajamo seveda malo v kasnejše obdobje, nekako proti koncu 2. stoletja v 3. stoletje. Nekako v arheologiji to gledamo tako z narkomanskimi upadi. Takrat prihaja do določenih sprememb, seveda tudi znotraj države in prihaja do tistega, kar še danes bolj ko ne vidimo. Do izgradenj raznih, seveda, obrambnih sistemov, če smo bili prej nekako razvajeni, da nismo imeli, da ne bilo potrebe po določenem varovanju, no se je seveda to v tem obdobju spremeni. Kar se tiče na materialni kulturi, na drobnih predmetih in temu, so pa bolj pa ne na istem. Ni take hude spremeni. Seveda se malo drugače spreminja, se moda, tako bi se vedno, ampak ja, ni pa tako, da bi pa rekel, črta, zdaj pa čisto spremeni. Kar je pa zanimivo seveda za to obdobje, ima nekaj pretresov, če jih zdaj zgodovinsko naštejemo, jih je kar nekaj, najbolj o tem so seveda pomembni od gotskih odorov, razdelitev države in tako naprej. Kar se pravi, na materialni kulturi gorenjske se pa stvari bolj vidijo v tem primeru, da imamo seveda izgradnja utrk. Zdaj, lih tako imamo še kar nekaj rimskih nadišč po celotnem zgornjem savskem prostoru. Žal se pravim, jaz mislim, da tukaj noter je bolj pomanjkanje raziskav, kakor pa da jih dejansko ne bi bilo, ampak ja. Te pa mi tako na hiter, če pogledamo, praktično tam so nadišča, kjer pa še živimo danes. Tako, ni bistvene razlike.
vse se posod vrti. Zdaj se pravi, pride do nekih utrdb, to sem zadnjič že omenil, že v mlajši kameni dobi smo imeli neko dogajanje na prostoru nad osnovno šolo v Naklem, v obdobju prehoda v pozno tiko, pa se nastane kar konkreten obrambni stol, preko 2 metra obrambne zidove in varovalna jarki in nasipi. Zdaj vam pa hočem danes pokazati eno sliko. Sem prejšnjič malo omenil, da se trenutno nahajamo v Ajdovščini. In ne vem, koliko malo je iz telefona malo slabši. To je v Ajdovščini, začne s Klaustrom, Pirjem, Julijarom, v bistvu nastajajo take, je nastalo obzidje. Vidite, to so kar konkretni taki braniki in teh stolpov je, pogovarjamo se zdaj o 15, a je ali ni. Tako da je bila cela stari del Ajdovščine, je v bistvu Orang Trdava. En stolp, drugi stolp. Danes smo pa odkrili, videli, da se mogoče malo tež vidi. Tle na eno linijo, če si znate predstavljati, tele kamenčke. To so malo večji prudniki, to je že geologija, pa tle je linija, ki je čista sprememba temne, pa tle je linija, ki spet prihajamo na te naše kamenje. Kaj mislite, da je to? Je pa obrambni jarko. In takole, seveda, takole je potekal še obzidje in približen, mislim, kar direkt 7 metrov od obzidja, imamo 7 metrov pa še obrambnega jarka, ki gre definitivno še 1 meter v globino, notar je pa pač nekako 3. 4. stoletje, trenutno se kaže rimskodobne gradbeni materiale, razne predmete in tako naprej. Pač je bil že takrat, kar je bilo uničenega, so zgleda, oj, samo naredili eno izravnavo, ker ni bilo več potrebe potrebnava. Ampak tako, nastanejo po celotnemu, zdaj ne vem, za to Klaustr, Lepin in Julijan, če ste že kaj slišali. To je bil dejansko branik v nemirnih časih, markomanske vojne pokažejo, da recimo v Panoniji pride do nekih pretresov, ki so zelo hitro v Rimu in takrat seveda preko slovenskega ozemlja, kjer je logično najlažji dostop v Italijo, seveda iz vzhoda in tudi pač iz Srednje Evrope, postavijo več takih trdnav, ki izvajajo kontrolo. Večinoma potekajo nekako po tem orobu mimo Postojne proti Ljubljani, ampak imamo tudi Gorenjska, seveda najbolj pomembna je Kranj. Kranj je ena bolj pomembnih, ker tudi zapira preko poti na Trbiš, pa preko Škofje Loke. Ampak tudi v Naklem je bila ena taka manjša, ena se pa predvideva, da je bila še v Ljubnem, zdaj pa praktično neraziskana in danes se tudi bivalne enote stojijo praktično na tem stolpu. Jark je pa še opazen v Ljubnem, na vrhu Ljubnem na Cerkvi gor. Zgornja točka, ni za falit, če se peljamo po avtocestu, na vrhu. Kar je seveda zanimivo je tudi to, da pač že v temu stolpu znotraj so bile vzidane take, mi rečemo, spolje oziroma neke od raznih zgodnjerimskih, od nagrobnikov in tako naprej, ker se na tem območju se predvideva, da je bilo pač zgodnjerimsko grobišče, tako da pač naseljena je bila v zgodnem obdobju ob Naklem, potem se pa, ker je bila kar malo taka naseljena, nastane še nek varovalni stolp nad naseljenim. To se tiče z arheologijo, kar nastanejo take spremembe. Vidite tukaj, tukaj je kar jark, nasip, jarki, nasipi in to je še seveda danes vse vidno na terenu, tudi seveda tukaj v Naklem. Nekak tak konkretno, to je v bistvu rekonstrukcija od Petra Fistra, od arhitekta, on je to tudi kar raziskoval. Imamo posebej verjetnosti jark, kjer je imel samo nek na kobilce narejen prehod in na drugi strani palisada in obrambni stolp. Kar je problem teh obrambnih stolpov je, da so, vam lahko povem tudi pojmalko mlajše, vse je približno izmeri 10x10 metrov. 10x10, 12x12, pravilne linije. No, tudi prej sem že omenil, s 2 vili, ampak ena recimo je taka zanimiva, je bila tudi odkrita v Čirčah, pri Kranju. Te vile, ne glede na vse, živijo tudi v poznem obdobju, nekoliko so le predeje, oziroma pač lahko tako, kaj je v Rodnah, nastane še nek zonalni obzidje in so lahko tudi kot braniki. Z istega razloga, tle imamo še danes, je seveda večje območje z kmetijstvom in iz istega območja so te vile pri Kranju
omogočene. Kaj je večji problem, je to, da si ljudi zelo težko predstavljajo, prej so pokazali par kamno pravila, pač ne glede na vse na koncu mi dobimo le določene obrise, ki pa seveda 1500-1700 na območju naredi svoje, in seveda to je zorano, preurano in tako naprej. Kaj malo ga zgubljeno, mi pa iščemo samo manjše kontekste. Zdaj tukaj, v poznem obdobju, če smo prej videli, da se ljudje so se malo selili, po Gorenjskem, pa Bobov, pa seveda tukaj razne te vasi, pa Šmartna in tako naprej, pa prihajamo v poznem obdobju ponovno nazaj v območja, ki so varovane. In tako seveda tudi Kranj, kako je prej 150 let je izumrl, potem pa je bilo pa spet malo, malo problemov, so se pa ljudje spet zelo hitro zatekali nazaj. Zdaj pa še enkrat vprašam, mislite, da je danes kaj drugače? Pa rečemo, da smo drugače v enem mirnem obdobju, pa imamo Kranj, ampak Kranj vemo, praktično 20 let stagnira. Imamo pa kaj zelo zraslo Naklo, pa je zelo v bistvu kot naselbina, industrijska cona Naklo, Šenčur. Če pogledamo Radovljice, podobna zgodba, se praktično imamo že mesta dvojčke. Lesce so praktično večji kot Radovljice, pa prej to ni bilo, ker je bilo Radovljice imela eno tako lego, ki je bila tudi varovana. Ali pa če pogledamo Žirovnica, kako raste pred Jesenico. Take zgodbe, ampak pač je pa enkrat malo tako rata, zgleda pa pridemo kar na isto točko, kjer se počutimo varno. Seveda tukaj je bila odkrita urbana vila, nekakšna naselbina, že v 3. stoletju sestavljena, seveda v 4. stoletju pa je predelana, imela obzidje bilo malo nekoliko drugačno, kot je to bilo postavljeno kasneje, kar je tile stebričke, vidite. Tle je zna stebričke, pa drugače pa tle je eden, so pa bolj uničeni. Lih tako je bilo Hipokavsko, še zmeraj so ljudje radi imeli tamno gretje v kopalnice. Tako da se pravi, določene stvari so se spremenile, nekaj pa kar ostali zelo podoben to, kot je bilo pa v prejšnjem obdobju. Kaj je bilo iz te hiše najbolj zanimivo, ne vem, če ste to takrat po medijih tudi videli, je bil narejen v enem obdobju, bila ena soba, je bila takole z estrihom zalita, in v tem estrihu so seveda, je iz 4. stoletja, estrih bil zalita, ampak so se ohranili. Vidite, otroške tačke, so vidijo, otroške tačke, tukaj imamo enega mačka, tukaj pa še pujsa. Tako da, enih starejših sledov, kako se je to kar dogaja. Pač sveže zalita, ampak en otrok pa njih ni najbolj obogal v tistem obdobju času. Mislim, da danes ni nič drugače. Mislimo, da nimamo nobene kontrole. Kar je tako zanimivo, seveda se najdejo razni taki ostanki od nagrobnikov. Najbolj tak, kar je za Gorenjsko, lahko rečem, to je vzidan seveda v starejšo narodno čitalnico, tržnico pri cerkvi, je starejši, iz kje je prišel, pa meni točno ne ve, predvidevali so predvsem Šašel, ki se je večinoma ukvarjal z epigрафiko, ne je mogoče prišel iz Mengša, ker Mengš je bil tudi ena taka večja naselbina, tako kot pojasno nekaj talskega, kot danes, da je mogoče iz tam prišel, zdaj, ko vidimo z novimi raziskavami, da je Borim le bolj bogat, kot pa le Kranj, Mengš, Ljubljana, ne vem, seveda Bled, da je bilo tudi v bližnji okolici kar nekaj, v Šenčurici, recimo, je bila grobnica odkrita, ki je pred Gorenjskim muzejem, ampak kaj je to? Tercija se prihaja do tega spremembe, da tudi rimska imena so prisotna in tako naprej. Kaj pa gremo vedno v kasnejše obdobje, ko imamo pa že nekako se zelo izključujete v arheologiji malo problematično, pa čas preseljevanja ljudstva, ko ga imamo, je to recimo še malo bolj pozno že, recimo 4. in 5. stoletjem, je pa nekako ta sprememba, da se pa zgleda rata trgovina malo bolj problematična. Vemo, takrat je bilo več uzurpatorskih vojen, kot je že Urša povedala, je bilo tako. Prihaja več do nemirnega boja, notranjega boja, če samo 3. stoletje pogledamo, imamo cesarjev naštetih, mislim, da jih je prek 50, ki se skoraj na 2 let minejo, tako zelo hitro, pa poj 4, pa in tako naprej, da so vlada 4,
do 4. stoletja tako in seveda vmes nastajajo tudi razni taki objekti, ki so pa ponovno vračamo v stari tradiciji. Tega pa seveda niso kar tako pozabili. Leseni objekti po Kranju je najdenih kar nekaj, seveda to je malo problematično iskati, kot smo že zadnjič omenili, danes je to od moderne fekalije oziroma elektrike, malo nič, ampak neki razni taki vkopi in tako naprej se pokažejo, ki pa tlorisko nakažejo, da pa imamo neke objekte, ki so bili vkopani, seveda so bili delani. Imam občutek, da so se takrat pa spet začeli zavedati, tako kad danes se marsikdo vpraša, pasivna hiša, je pa se nam to kdo obživo, da pravimo mi pa konkretno zidano hišo, je pa pasivna hiša oziroma neka lesena hiška čisto dovolj. Tako malo, čist segmenti se malo spremenijo v tem obdobju. Zdaj, te hiš iz Kranja jih je bilo odkritih kar nekaj. Vem, da je bila ena celo na Bledu odkrita. Tako da, zgleda, če mislimo, da je to zelo nemirno obdobje, imamo ne glede na to neko poselitev še zmeraj zelo aktualno. Na Pungradu so bile 3, te so tako nakazane. Zdaj tukaj noter je drugače, je 1, 2, 3, ki so tudi še tako nakazane. No, to so bile seveda mlajše raziskave. Tlej največja je bila seveda odkrita pri Kranjskem vodnjaku. In mi odkrijemo na koncu samo polje. Se pravi, nekdo, ki pride, odkrili smo hišo, ampak je viden segment, se znate predstavljati, tukaj je seveda že Kranjska oziroma Ilovca, noter je pa še zmeraj okop. Tako kot sem vam prej pokazal jak. Je geologija, ampak znotraj je pa še zmeraj okop. In tako, kako je bila v bistvu postavljena na take vertikalne kole in po vsej verjetnosti bo kapljica. Seveda, noter pa predmeti, ki jih lahko enačimo z grobiščem, ki je v Kranju zelo bogato dokumentirano. No, to je pa seveda ta tista največja, ki se vam pokazal pri vodnjaku. Se pravi, če bi pa to zgrešili, pa mislim, da ne sme biti več arheologi. 8x4 metre, približno kvadratura, je zelo lepo seveda z Ilovco zametana, obdelana. Še zmeraj tudi, če je bila, po domače povedano, slabša gradnja, slabša izvedba del, še zmeraj je bila narejena tako, z nekim občutkom točno, da se vedel in umiral. Narejena je bila jama, zametana z Ilovco, to čez malo za lažjo predstavitev. Se vidi, se danski dobre. Se vidi. Noter je bila obdelana z bruni tudi, oziroma tako z lesom, zato da je bilo izolacija na tem temeljitejša. To tista polja, v bistvu klopca, ki smo jo odkrili, njih tako smo pri te klopci odkrili seveda postanke ogla, tako da lahko rečemo, da je bila neka mogoče deska ali pa sploh v predhodu. Ni bilo čisto pravilno delano, to je seveda osnovna računalniška animacija, da je bilo pa to tako, kaj iz moderne žage, pa čisto ni bilo. Se znate predstavljati? Bom nekaj poznam tole tukaj na Bledu. Gozdne vile. Nič drugače, ne? Tako da, se pravi, sem že zadnjič rekel, gozdne vile so na njeni taki dobri tradiciji, oziroma na nečem dobro postavljeno, pa dobro postavljeno, to pa tako je pač nek pomod in je bilo takih hiš. Bivalne večje, gotovo so bile pa še take manjše, so bile pa narejene kot gospodarska poslopja. Zdaj, prej sem govoril vam bolj kot ne najdbe iz pomola. Ne me zastopati narobe, kar je stvar v temu, pa če sem prikazuje Kranj, zato je to obdobje, ki je Kranj daleč najbolj bogat od vseh najdišč v Sloveniji, tudi za srednjeevropske razmere, ima to res nek prikaz, mislim, neke ostaline, kako bo biti Kranj praktično veliko bolj ponosen. Kako ste blejci na Blejski grad, bi Kranj lahko bil zelo ponosen na to svoje mesto, iz to konec 4., 5., 6. stoletja. Zdaj tukaj je grobišče, ki je pod pomolom. Reče se na Semišču, predvidevam, da poznate, ponavljate najboljši Gorenci, tukaj parkiramo in gremo v mesto. Tukaj je bilo kar tako ogromno grobišče, tako je bilo pa raziskava 2009, vidite grobne jame,
še zmeraj se jih je takrat kar nekaj odkrili, mislim, da je bilo odkritih grobnih jam še celih 95, nekaj je bilo že predhodno prekopanih. Pač, vem, da si težko predstavljate, da se praktično parkirišče tukaj čez, tukaj je stavba DVG, včasih je bilo tlele od Klavnice in tako naprej, danes stojijo tukaj te 3 bloki v kraju. Ampak vidimo ena konkretna taka nekropola iz tega obdobja, pa praktično lahko rečem brez problema, da je več grobov v tej nekropoli, kakor pa vse ostali Sloveniji skupaj. Tako da si pa znamo se predstavljati, kaj to pomeni za en Kranj, kakšno je bila to dejansko neka naselja. Kaj je zanimivo iz tega obdobja je, da imamo to staro tradicijo, to, kar zdaj pa predvidevam, ko prihajamo v to obdobje, da Pristava bili tudi poznate, pa rečemo staroselci, romanizirano prebivalstvo, v določenih predmetih, raznih, ki bi jih lahko povezali seveda staroselci, pač to so staroselci, ponavadi mi rečemo takole, če so spikce, so staroselci tudi na sponkah. Ampak ja, zdaj bo prišel čas prehoda na preseljevanje ljudstva, ampak izpostavljamo bilo, da Kranj, če imamo že eno naselje čez tukaj, se znate predstavljati, da danes gre seveda tukaj je planina, gremo že čez prehod na planino, je bilo že na drugi strani prav tako grobišče seveda manjšega obsega, ampak imamo tudi prav tako odkrite staroselce, danes je to seveda železniška postaja, ampak lih tako neko grobišče, ki je bilo pa za stržiščno stran. Tako da tale naša točka Kranj, zgleda nemirni časi, kar raste. To so pa izkopavane tukaj grobišče iz Kazidate, Gašlejo Kranjci še danes v bistvu aktualen, tukaj pa je, zdaj seveda arheologiji upamo, da tukaj je predvidena izgradnja 3 stolpnic in nove železniške postaje. Bomo imeli tudi nekaj zadelati. Zdaj, kar prihajamo v to obdobje, je tudi tako, 4. stoletje, se znate predstavljati, prihaja se tudi vedno večjega vpliva krščanstva, seveda s Konstantinom, pa v bistvu s Teodozijom, to se še zdaj zelo rad pogovarjamo, je Flius Frigidus Vipava, Hubert prvi Ajdušnik, ki ta bitka poteka, ker to pa meni ne ve, ki poteka, samo vsi vejo, da je Burja zelo pomagala, da je Teodozij zmagal. Tako da ja, ta krščanski motivi so zelo tudi prisotni znotraj arheoloških. Vse sem rekel, to je obdobje, ki se zelo prepletata zgodovinsko, je lahko neke smernice našteti, kar se tiče arheologije, ki je zelo težko reze, v bistvu, da preko, pa zdaj dejansko ta letnica je pa malo težja. Vse ti dogodki, pa to že pred, kakor so letnice napisane, že nekako vemo, da je leta 451 gorela Aquileja, strani Atile, tako da te dogodki se dogajajo že prej, prihajajo skozi slovensko obdobje, mislim, skozi slovensko ozemlje, v tem obdobju kar več takih pa različnih vplivov. Kar je seveda zgodovinsko najbolj zanimivo, ker je, pa imamo neke vire, ki so seveda mlajši, ali pa govorijo za tisto obdobje. Anonimni geograf seveda omenja to tako razumano Karnjuro, kar je bolj prepoznalo iz teh 30 napisov, seveda Karnjur, kar pomeni, da je bila to, da se še do danes ohranil ta ime v samem bistvu mestu, pa reka Fluvius, si pa znate predstavljati, kjer bi to bila. Kokra. Po vsej verjetnosti kokra. Zdaj, je pa tako. Osebno jaz tukaj je prav še enkrat, če zanalaš konkretno brat, kaj bi bil pa lahko Bled, ker ne glede na vse na Bledu je bila neka naseljena. Pa prvič povedam, da sem težko bi rekel, da bi kaj starejšim Belgijcem, kakor bi povedal, mi pa ostal Pariz všečen. Tako da, neka ploščata zgledna na Blejskem gradu, tako kot v Parizu. Da se je lahko, tako da predlagam za bodoči turizem, pa upamo, da arheologi najdejo kaj drugega, da prevzamete Pariz, pa
pa je Novi Pariz v Sloveniji. Je možno, to je kot je ranijo, je možno, da to ran, kot je bil tudi Sebrek, ki je bilo zelo važno, pomembno v vsem času. Ja, to so poti literarni, tako da kje, ja, prehodi v bistvu. Ja. Gre na vlada, potem je pa ranijo, recimo, da meni tudi ta del, da je ta bila nota državska nota. Pa, ne vidim, možno, mislim, zdaj to se pravi. Najbolj, ja, prosim? Indiksi so bile za to tudi, ampak... Aha, tako da lahko bomo vprašali, to še puščamo. Ne, je, se pravi, najbolj kar je tako nosna tedva, ampak ja, to so razne trikoti, nekaj se je moglo dogajati, kar je, ne se je tukaj, spet od nekih, tukaj ne, civitates, neke mesta, naselbine, tako da pač, ampak to ne bi bilo iz Karniole, zdaj pa kjer kraj, pa kjer je pa zelo težko bi rekel razen, da lahko mogoče, če za Kokro ne dam, bi rekel, roke vode, da pa to definitivno za Kokro mišljeno. Pač Kranj pa Kranj. Tako, kar je pa tist strani arheologije, je pa tako vidno, no, da bi rekel, stvari se spremenjajo, to smo že prej videli, to je severno dvorišče, stvari se spremenjajo, ampak imamo pa še neke delavnice. To je Milan Sagadin je odkril, ne vem, če poznate, pri gradu Kieselstein iz tega obdobja je odkril steklarno, starejško, ki je slišal že o tem. In pač, take dve jame so bile delane, seveda, kar je bolj zanimivo je, da so bili lahko odkrite školke za delanje apne, tako naprej, kar je pa spet seveda prihajali iz Primorja. Tako da iz strani arheologije vidimo, da še zmeraj je aktivno območje. Ko smo take dve jami bile, tukaj je bilo gotovo, so bile taka peč, kjer so vse potem pihali steklo. In kar nekaj take količine, takih napeci. In te se pojavljajo pa tudi preko celega Kranja, razne take steklene najdbe. Tako, pač nekaj moramo vedeti, da ne zamre obdobje, ni tako črno-bedo, no. Tudi ena se predvideva, da je bila še odkrita potem v neposredni bližini, na Tomšičevi ulici, taka v bistvu steklarna. Tako da še zmeraj imamo neko, bom rekel, obrtno območje, ki pa je seveda dokumentirano v Kranju. Kot smo prej videli grobišče, ogromna naselbina, je v Kranju se stvari dogaja. Zdaj, kar je tudi seveda najdejo se pa razni od gotov, seveda, pač take pasne spomne, ne vem, ste to že kdaj kaj videli, take predmete, to samo od Kimala, vi ste gotov kaj videli. Tako no, to so prav tipak, prosim? Langobardi, tako, ampak niso bili samo langobardi, so bili goti, romani in tako naprej, vsak je imel bom rekel, malo svoj tip, ki ga specializirali tistih za to obdobje, zelo točno poznajo, no. Seveda, kar je tako, so Germani, tukaj imamo seveda orlove glave, ampak bolj je to žlahtna kovina, kar je pa nekaj, kar pa staroseljci niso bili toliko navajeni, to je recimo tudi ena taka gotska tema. Jama gospoda ste jo srečali že na Blejskem gradu, tukaj imate dobre rekonstrukcije na Blejskem gradu, kako v bistvu je bila noša predvidena. In zdaj pa tako, kar sem hotel reči, zdaj imamo seveda gote, na Langobarde še pridemo, zdaj ima nekaj povejte, zdaj, koliko je pa verjetnosti, da pa tudi staroseljc imel tako opasno spomno? Kar nekaj, tako pač, ko imam jaz danes telefon iz Amerike, seveda tudi tam je potekala trgovina, zdaj, če je bilo to prevladujoče, da je germansko, seveda je pa german, če pa en element je znotraj, pa bi težko rekla, da je pa zdaj to nek v bistvu germanski prišlek. Se zdaj razstavlja, to je zdaj obdobje, ki prihaja in se meša. Tako, prihaja kar nekaj ljudstva iz v bistvu bližnjega, iz vzhoda in tako naprej, seveda Langobardi celo iz Spinskega območja. Knjigov vrt
to je pač tukaj ob neko srednji bližini Kieselsteina, je odkrili takle Ango in pa frankovski element. Tokrat prihajajo tudi seveda Franki, vse se nekaj dogaja na tem območju, takrat pač to smo zdaj že malo prestopili tudi po 6. stoletje, ampak ja, to je bilo značilno za njih. Povedati povedano nekaj zelo podobnega, kar je rimski pilum, tako da ta bojne taktike, pa to so ostali bolj kot ne zelo podobne rimski vojski. Kar je bolj zanimivo, ne vem, seveda predvidevam, da ste pa slišali te oklepe iz Kranja, to je v bistvu terensko tako odkrito, lamelaste oklepi, ki so pa značilni za Franke, pa ne, ker za navadne, bom rekel, veščake, pa kar za neke, ta pravi gospode, lahko že centurione, nek višji rang, in seveda tak lamelast oklep, ki jih v Kranju na razstavi lahko vidite, in to je pa res fenomen Srednje Evrope. Ste že slišali to zgodbo, no? Predvidevam ste slišali za te oklepe, Kjerkoli v tujini boste, vam bojo te oklepe zelo rad prodali, koliko je to, pa starost in vse, ampak oni vam bojo prodali mogoče 5 lamel, takih. Tukaj pa cele oklepe. In seveda teoriji, da so se ohranili, je praktično več, je seveda stavba, kjer so bili odkriti, to je v neposrednem obzidju, ne bi bila požgana, tako da možda, da je bil nek napad na stavbo in so se takrat hitro odmaknili. Se pravi, imamo neko nemirnost v območju. Ena teorij je pa seveda tudi, da je bil pa potres. To je pa zdaj treba še z modernimi geološkimi dogajanji, da je to res ni, ampak ja, je pa potres in seveda so ostali zasuti pod strešniki, tako da imamo po en stran, so imeli nesrečo, imamo pa mi srečo. Tako da znamo točen se vrljati. Ampak ja, ni samo bil klep, seveda pa najdejo se razni ostanki umbotov in tako nožev in tako naprej iz celotnega območja, pač tudi iz Gorenjske. Zdaj, zgodovina Langobardov, pač zgodovinski viri so vedno mlajši, ki se naslanjajo na starejše obdobje, za Langobarde zato približno točno vemo, da so prišli leta 528, 568 so praktično že odšli naprej v Forlanijo, v Lombardijo, zato je po Langobardi. Ampak ja, naseljajo se po raznih točkah, ni bilo to tako, da so kar naredili spremembo, ampak so pa okrane, recimo Solkani, tudi ena taka točka, ki je zelo bogata, pa na Rifniku nekaj malega, so Langobardske odkrite. Okran seveda so bili odkriti taki dolgi meči, ki so značilni za konjenike, varovanje umbe. Tega gospoda verjamem, da ponovno poznate izgleda rekonstrukcijo. Imamo potem razne sponke, ki nakazujejo na Langobarde in se tudi z njimi, po domač povedan, selijo seveda tudi v severno Italijo. Ampak vedno več ugotavljamo tam, kaj je mogoče v posameznih primerov grobov, gre pa tudi za domače izdelavo imitacijo. Tako da zdaj, da bomo, kako hočem reči, da bomo točno predmete, ki jih lahko navežemo na določeno pač pleme, je po eni strani zelo težko, mogoče edin gote, ki so bili poznani potem, da so imeli deformirane lobanje zaradi obveze, če imamo pa že take elemente, pa potem lahko več govorimo o tem obdobju. To so pa še nekoliko mlajši elementi, ki pa govorijo, da je seveda še v prvi polovici 7. stoletja v Trbokranju zelo še aktivna, seveda tudi z langobardskimi predmeti, ampak to so že v obdobje, ko prihajajo seveda na območje Slovenije. A je bilo tole dovolj jasno? Se pravi, to je zdaj tako na vzkrižju vse, da je kar malo težko tako si zna predstavljati, da bo to mogoče ni, ampak ja, prihajajo, odhajajo, ampak še zmeraj smo na območju, ki živijo. To še enkrat primer iz lajka, Prej sem vam zanalaškazal grobišče, ki imamo staroselske grobove, seveda, potem pa prihajamo, niso spremenili tradicije, lih tako je izven naselja, oni ohranijo svoje, v bistvu se ohrani grobišče, ampak pridejo posebej, ki so pa nekoliko mlajši.
oziroma pokopov. In tukaj grobišče seveda vse v 7. stoletju še zelo na začetku aktiva, dokler se pa ne preseli pač k cerkvi. To so seveda taki bili, zelo markantni v bistvu skeletni ostanki, in seveda razni predmeti, to je pasna spona, opasne in tako naprej. Kar je značilno je zelo za grobnike, longobardi, dolgobraci, tako so bili, ne glede na vse so bili urejeni, so bili, v bistvu, lase so, mislim, da še v 60-ih je pa v 70-ih podobna zgodba, lase pomenijo svobodo, izgleda so se oni to isto dali to zgodbo, ampak ja, imamo pa predmete z raznimi kamni, ki seveda daleč od tega, da so iz tega območja in tako naprej. Tako, no, je trgovina bila še zmeraj živa, take, seveda, se znate predstavljati skoraj z obdelanimi, podragimi kamni, od raznih takih zelo zanimiv, ogrlic. Bom rekel, no, si znate predstavljati, da tako pa sta spolno večer smo pogledali, bomo, da bi si tako danes lahko prvošel. Tako detaljno, da bi me nekdo na roke takole naredil, s kamenčki noter. Malo ljudi še vidimo, da ima takole, tako predstavljeno, oziroma nošo. Je pa tako, vedno poje prihajamo v krščanstvo, po istih predmetih seveda najdemo pa razne predmete, ki nakazujejo pa že krščanske tematike, od križa in tako naprej. Nekako je tako, da bi izgleda bilo, da je krščanstvo vmes, ne glede na vse z raznimi temi prehodi. Je malo zamrl, bi bil toliko v ekspanziji, ampak vsi seveda pa ne glede na vse na to prevzemajo nazaj krščanstvo. To je pa verjamno. To je pa na vseh kanalizacijah na delu. Če pogledate na tako pristava Bled, kar je najbolj zanimiv, mi pač je tako, pa jaz tudi tako rad rečem, staroselke so staroselke, prišleki so pa Slovani. Tako da, bom rekel, to, da nismo Slovani po nekih teorijah, je zelo težko reči, ker imamo lahko tudi kaj šabotski gen, pa tudi kaj šalagobardski gen, pa nam kaj rekel, prosto, ne, se pravi, če je že pogledal sebe, moj prijem trenutno prihaja iz Trnovskega gozda, prišel je v 13. stoletju iz Tirolske in imam pa še neke polske korenine. Tako da, če pogledamo to zgodbo, moramo videti, da je bilo tle to popolnoma isto. Po mojem sem bi še manj zbičal, smo došli. In pač se je mešal vse, tako da imamo krščansko motiviko, Pava, in seveda še neko slovansko motive, tako no, je vse. Veste, pod gradom spodaj je bilo to večje izkopavanje grobišček, seveda, ki ni enofazno, ki je večfazno, imamo več takih, po domač povedo tudi menša. Zdaj, prej sem že nekako izpostavil Kranj se lahko, pač malo se lahko kar pohval za to obdobje, pač imamo klep, vemo, da je vojska prisotna, seveda je odkrito cerkev, imamo tako zanimivo grobišče, kjer imamo po predmetih neko elito, steklarna, gospodarstvo, brez gospodarstva ni nič, celo pisanje vira, in seveda konkretno. Zdaj je tako, jaz to vidim, Kranj je neko bogato, ampak ni mogel pa živeti brez zaledja, tako da je mogel Gorenjska regija lih tako živeti. Je lih tako imela neko zelo prednosti. Ja, je kar... Zasip pa je predmet. Prosim, zasip pa je predmet, ja. Zasip, ki pa je tista. Gor, že proti v bistvu tlek. Proti Trigor. Ja, vse ta Kazarina pa višjega. No, od spodaj imamo pa že pravostodobno naselbino in tako naprej, okrog zasipa. Spet, to sem jaz malo poznal, malo sem pa šloh, sem le v drugih vodah, tako da imamo že neko dogajanje, zdaj je tako, mi smo v zgodnji srednji vek smo že vstopili.
če gledamo zgodovinsko, 476 smo mi že konkretno zakorakali v zgodnji srednji vek. Strani arheologije pa nekako je to zelo dvosmerno. Prej smo imeli pač Germane, zdaj imamo pa malo Slovane, ki pa je vidna neka razlika med njimi. Seveda, sploh zgodnji Slovani, bomo tako rekli, no, vidimo, da upravili so zelo veliko pota, tako da je bilo kar nekaj, imamo seveda več kultur. Mislim, da ta odlačnega Franca ni tako za lase povlečena pesem, pač ima neko in tradicijo, imamo jih nekaj, seveda v genih, kar je, nismo pa čisto 100%, mešani. Zdaj, kar je pa tako, staroslovanska, to so tista zgodna, slovanska nadišča na Gorenjskem, pa če bom zdaj spet pokazal iz zgodnega Rima, a je pokritost približno isto. Seveda, to je treba videti, tam, kaj je bila dobra zemlja, tam so vse, seveda vojna, ne glede na vse preše, da je neki deficit ljudi na območju, seveda novi prišliki so lahko dobili določeno območje in tako naprej. V bistvu osebno gledano, tako pač logično, najprej so se seveda, niso se čist preselili, kot recimo imamo še danes neko znotraj vele mesta, pa imamo grško mesto, pa imamo, ne vem, italijansko male mestece, pa Chinatown, če gledamo vele mesta v svetovnem primeru, jaz recimo zelo pogledam Toronto, ko sem zelo hodil, pa je bilo tisti del je bil zelo podoben v svojih koreninah, ki so ljudje prišli. Tudi tukaj, pač malo so se na začetku, so vsak po svoje, zdaj nekako bo tako rekel, zelo je preteklosti bilo, se pravi, po zgodovinskih virih, ki smo prej videli kar nekaj naštiri, da je bilo to agresija na območju, kar pa ni čisto res, seveda, po enih predvidevanjih to naše gradišče, ki sem ga prej kazal, ne bi napadali seveda Slovani, to ne bi bili slovanske puščice in ne bi bili v zadnji fazi seveda to zgoru življenja. Zdaj, zakaj je težko reči, ker recimo pri Kranju pa to težko beležimo, da so pa Slovani oziroma napadali, tako so. Saj mislim, da proti staroseljcem najprej po pravici povedali niti niso imeli šans, ker so bili staroseljci ne glede na vse bolje organizirani. Tako, zdaj najstarejše v Kranju ne bi bilo v Gorenji Savi, kar pomeni, da niso čisto takoj prišli, ampak zelo hitro v nekih 50 letih pa pridejo seveda mešanje, imamo že 2 cerkve tudi v Kranju, prihaja po 9. stoletju do nič drugega, ko ponovno do tega frankovskega vpliva, kar veliki na območju pride do ponovno določenih pretresov. Cerkev svetega Kancijana pač je ena takih, kjer imamo to grobišče, v Kranju je zelo, smo bili prej v Glajhu, se takrat samo preselimo nazaj v mesto, kar je malo po eni strani zanimiv, ampak ja, je to obdobje, ko imamo grobišča v mestu. Lahko rečem, da presvetno Petrov Radovec ni bilo nič drugače. Tako da je tudi tam je bilo slovansko grobišče, vsega potem ko so ljudje pokristjanjeni, je bilo v bistvu odkrite te najstarejše zgodne srednjeveške grobove, ki jih nekakšne nakazujemo na neko karantansko, pa ketlaško fazo, kar je v bistvu slovansko še zmeraj neka tradicija. Pač mešanje. Lahko ljudje rečem to, da v Mirni Peči je tudi cerkev svetega Kancijana in se je vedno govorili, ja, pač je bilo prav tako grobišče, no lansko leto se pa prav tako odkrili identično grobišče Kranja. Tako da razni seveda svetniki, najstarejši svetniki so zelo pomembni, tako v rodah je bila, preden je prišla od cerkev prosim? Ne, v Radovljico prišla, Radovljica. Je bila najprej pa v rodah, ne bi bila župnija, Tako, prav župnija, tako. Zdaj v Kranju, seveda razno osnovne bazilike, ampak če tloristo gledamo, veste, kje je bila v bližini podobna cerkev odkrita. Ni taktič. Samo malo je treba zaplavati. Na otoku. Tako da tudi na otoku, ja, je pa izkopal Vinko Šljivar, so starejše raziskave, pa tudi Andrej Valič, ampak ja,
zelo podobna cerkev in ko vidite cerkev, koliko se bilo najdi, vse to bo vprašal. Ajde podobno, ne, tako da imamo kar neke tradicijo, tako da gre vse podobno na nekaj bazilika, definitivno Kranj sta, kar je seveda v Kranju bo odkrito je krstilarca, ta oktogonalna stavba, prehodu iz srednjega veka v novi vek Kosnice, tako da točka ostane ista, hiše seveda se bolj kot ne, ostanejo iste, noša se pa nekoliko malo spremeni, kar so, ne vem, če ste kdaj slišali, mi rečemo temu psenčniki, za dekleta, lahko jih definiramo že takoj arheologi, brez prisotnosti antropologa, da je bilo v grobu pokopano dekle, v obsenčnikih, to so tako v obsencah, najdemo razne par, tako je ponovati. Zdaj teorije bo rovno več, ampak če gledamo malo pa tradicijo na ruski konc, ne bi bilo seveda to ob traku in seveda ne bi vesele, ne bi bilo tudi lastne kite opete. Pač kar lahko povemo z besed Rahko Rankar je to, vedno je bilo tako strani arheologije, ja, Slovani so neparevni, pa bolj ko ne ponovno prihajamo na Bron, ampak zdaj pa njegov še traja, seveda to nekak preliminarni podatek, glede na to, tudi obsenčniki je kar nekaj takih srebrnih, tako da ni bilo vse čistko slabo. Zdaj v Kranju se znade nastavljati, to smo na našem glavnem trgu, tukaj imamo vodnak, to so seveda starejše skopavanje od Andreja Valiča, že v 70-ih so potekala, takrat se je najto Kosnico, pa mlajšo v bistvu še tako kapelo, ker je bila od stanovalcev Brda, do 16. stoletja, ki je uničila Kosnico, imamo pač no, ampak ne glede na to, zadnje raziskave, ki so potekale, je pa odkritih še kar nekaj grobov. Smo tale del je bil še zelo bogat, je bilo res, vidite, tako da vidimo, da imamo eno veliko grobišče, spet kakor če imamo veliko grobišče, predvidevamo, da bomo neko večjo naselje. Zdaj, to prihajamo seveda pa že v 10. in 11. stoletje, na Bledu podobne. Je zelo, tako da delavnice so bili tako, se je kar, je bilo zelo aktivno. Vse ko, pač, to so zdaj shrana predmeti, ampak ja, je bila kar odprstano, tako, še zmer so bili rad v modi. To je seveda ta krstilnica, primerna krščanstvu. In potem smo že prej omenili križišče Iskra, imamo pa še cerkev v Kranju. Tako da bomo rekli, da današnjim razmeram nič kaj drugač, vidimo, tudi pol mesečasti. Tako da po eni strani kulturo ne moramo nič zgrešiti, da je to zgodno slovansko, ampak ja, mi pa rekel, ja, njih takele smo najdali v Mirni peči, tako da gre zelo podobno. Kar je najbolj zanimivo je to, seveda vmes so bili razni pretresi, v 9. stoletju ponovno nekako aneksijo Frankov, ta slovenski zaklad pa verjamo, da poznate, in nekako vidimo, da imamo zgodbo nekega kmetovalca, ki je bil pa hkrati še vojak. Tako, pač lastnika zemlj, imel seveda svojega kona, sulica, tako da je bil tudi lahko bojno razpoložen. Tako da to dogajanje Karniole, seveda pa Karatanje, je bilo na nekem tem zgodovinskem nivoju tudi strani predmetov, kar je bolj seveda Karatanje, se znate predstavljati, pač Koroška, Gorenci bi mogli biti pa res ponosni na Karniolo. To je bila lih tako se kaže, da je bila neka, seveda, neka taka, ne glede na vse, svoj agar, tako je bil prej rimski agar, to ostane, ima neko svoje zaledje, neka mala država v državi, ima en ogromen center, to je seveda Kranj, in svojimi zaledjem v bistvu funkcionira. No, seveda, v 10. stoletju, pa ponovno nemirno obdobje,
Tole je bilo pa odkrito na križišču Iskra, bi na Sagadini odkril. Ne vem, če ste videli, to je pa seveda od prače kugla. Tako da imamo, povezuje se na madžarske odpade. Kar je bolj zanimivo, to, da grobišče imamo mi zelo tako večjo Kranj, pa nekaj malo bi se videl Vrtovec, pa v Sandrovi policiji v Pretrgu, potem jih imamo pa Smokuč. Tam imamo pa kar naprej enega za drugega. Iz tega obdobja. Smokuč, Rodne, Žirovnica in tako naprej. To je pa kar ob cesti, so pa te grobišča, se nekaj malo je tudi v Begunja pokrit, ampak je par grobov pa bolj zgodnih. Kar se pa tiče od Begun proti Predvoru, to je mene takrat tudi zelo zanimivo, jih pa praktično takih grobišč ni. Kaj zdaj to pomeni? Je tudi zdaj zelo, ampak izgleda je pa tlele, ne glede na vse, da imamo mi to grobišč na kupu, smo jih prej našteli, seveda, pristalo na Bledu, v Bledu, no, in moramo imeti pa tudi gledati, da je bilo Blejski kot eno močno, seveda zaledje in gospodarsko zaledje, zato, ker pač se znate predstavljati, če imamo neko ogromno nekropolo, to so ljudje mogli biti, ne. Tako da imamo tudi tukaj, pač je pa problem seveda z odkritjem, ne. Pač Kranj ima to prednost, da ima nekoliko več formiranega oziroma odkritega. Zdaj, kole so jih pa v bistvu, to je Mengšanka pa Mengšan, so jih predstavili takrat, ampak glede na vse predmete bi bila lahko tudi Blejka, pa tudi Kranjčanka in tako naprej. Imamo zelo podobno. Zdaj, Andrej Pleterski, predvidevam, da se malo poznate zaradi Blejskega gradu, je zelo, prosim, on je zelo pač raziskoval območje seveda Blejskega gradu, kar je zelo pomembno, seveda sončni vzhod, vsi pokopi seveda so temu primerno, s krščanstvo seveda, da gledamo mi jutranje sonce, tudi cerkve so tako postavljene in seveda imamo neko organizacijo prostora, kar bomo hvala videli seveda. Tišče na Plašem je eno tako bogato v bistvu gradišče iz omenjenega obdobja, potem imamo v Lajhu in seveda tudi na Blejski kot, tako imamo neki in na Malem gradu je bilo prav tako odkrito manjše slovansko grobišče. Tako da, zelo, ne glede na to, da imamo neko krščanstvo, ampak vidimo, da je pa neka zgleda tradicija na zemlji, kako poteka sonce, pa je izmenjavanje, bom rekel, letnih časov, je pa tudi zelo pomembno gledanje v krajini. Pa vemo zakaj, da bomo sijali, da bomo želi, tako da so bili, pač sej je nemirno obdobje, ampak so pa točno vedeli, kako morajo v obdobjih, kaj pa kako morajo pa funkcionirati v bistvu. To je zdaj tisto malo samo predstavno, Karantanije, Karniola, sej, verjamem, od Venetu, mogoče celo kaj Venetskega, smo pa tudi seveda Slovani, ne glede na vse. Karnio, Karniola, Gran, to smo že malo omenili, imamo zgleda, kakor se kaže, imamo neko elito, tako da možda imamo politično središče, cerkev imamo, pravno središče, seveda današnje, Gorenjske, ampak če imamo tle neke trikotnike povezave, pa če dam nazaj, imamo neke trikotnike povezave, tako da se vse zelo se ujavne seveda na to območje samo. Zgodnega srednjega veka, najbolj znano iz Gorenjske. Si znate predstavljati, to je prehod, ki gremo na Storžič iz Pašovskega sedla, pogled na naš Kranj. Kranj seveda vidimo praktično do Bleda brez problemov, in takole vidimo Sveti Lovrenc. Bom tako vprašal, kako pa se bilo pa že na Svetem Lovrencu? Na Kjernu se Sveti Lovrenc? Pa nad Bašem. Nad Bašem, ja. Pardon, ja, zdaj se gradišče nad Bašem, Bašovski sedel, Sveti Lovrenc, takole je en izpostavljen hrib, takole je pa še ena izpostavljena skala. In ta skala je bila zelo zanimivo izbrana, po pravico je. Zdaj tole je vidar posnetek Svetega Lovrenca. Mislim, da to sem že zadnjič okazal, imamo že starejšo prazgodovinsko, kakor se kaže neko
suho zidje in znotraj imamo seveda zidano zidje nekako pozne antike, prehoda seveda in na zgodnji srednji vek. No, tole pa, vidite tukaj. Tole je v bistvu prepadni kanjon, Belce. Tole lahko hitro, prvi 20 metrov je paca, takole direkt na vrhu hribčka je pa nastavljeno takole obzidje, iznotraj so terase, kjer je bilo seveda poselitveno območje. Zadnji vetrolom, ko že misliš, da vse veš, je podaril eno večjo smreko na tem območju, pa se je odkril še seveda obrambni stolp, ki je bil zidan izven obzidja. Pojem stvar logičen, ker gre za prelom obzidja, ampak dokler ne najdeš pa ni tako. Tukaj naprej pa seveda ta partizanska pot na Kališe, pa potem gor na Storšič. Zdaj, kar je najbolj zanimivo, mene vedno Gradišče nad Bašem. Tukaj gor se postavlja, drugače na vrhu je manjši vikend v zasebni lasti, ampak tukaj se postavlja, pa je veliko zaraščenja, praktično res vidite, takole vse. Se te vi postavili tukaj, tega ne boste videli. Tako od zadnji, pa zdaj je zaraščen, ampak tako, lokacija markantna, skrita in je taka konkretna naselbina, seveda že s koreninami v prazgodovini, ampak potem v pozni tiki, ampak tudi v zgodnem srednjem veku. Takole, naša obzidja poteka, in po vsej verjetnosti imamo hiške znotraj celotno, to je vikend, napak, ampak tako, tukaj je bila pa delana arheološka sonda. V 30 letih je raziskoval Rajko Ložar, 98. leta je pa Timotej Knific v bistvu naredil revizijo, pa še zmeraj je šel do dna, on je še več odkril. Zdaj imamo seveda nek mlajši zgodovinski vir, ki govori, da je nekoč že tle nekaj stalo, ker je gospa Hedika hotela postaviti svoj grad. V tem obdobju, ko ratajo v bistvu nižji ministeriali, malo bolj bogati, si upajo to prvošati. Ampak ja, leta 36 so potekali takrat in potem še revizija. Kaj je na terenu, mislim, da se ne da zgrešiti, take lepe terase, seveda vidno še zidovi so vidni takole, seveda pod mahom. Kar je bolj zanimivo, to je ta sonda revizijska, če se spomnite prej sebenski zaklad, nimamo praktično več drugač, samo da je tukaj iz Gradišča na Baše teh predmetov bistveno več, pa tudi določeni so pozlati, tako da imamo spet neke konjenike, ki so tako, to so recimo konjske žvale, imamo konjenike, bomo rekli, ki imajo nekaj darja pod palcem. Tako da tiste, ki smo prej videli, trikotniki na Gradišča nad Bašem, ni kar tako za lase povlečeno, da imamo neko markantno točko, kjer so se pa zatekali karniolski knjizi, pa karatanski knjizi v boju proti seveda Frankom, tako naprej, da so varovali svoje zemljske interese. Gora Svetega Lovranca je seveda manj raziskana, seveda manj bogata, tako je spravljena nekak satelitska Gradišča nad Bašem, če Gradišča nad Bašem Beverly Hills, pač tukaj po domač boje navadno raja. Ampak ja, njih tako, seveda se še zmeraj vidi teli brniki, keramike v kartinah je še vedno kar nekaj možno dobiti, seveda od mlado do staro, tudi prazgodovino. Tole pa Sveti Jakob nad Potočami, to je direktno pred gorom, v bistvu neposredni bližini, pri Kokri. Je tudi bila sondirana, je pa iz tega obdobja taka naselbina, tole je cerkev. Na Sveto Jakobu, kdo bil na Sveto Jakobu že? No, evo, se znate predstavljati. Koča Iskra, tukaj je cerkev in seveda tukaj gor, tele terasice pa niso nič drugega, kakor pa ostanek razno sporovno, pozno tika prehod na zgodnji srednji vek. Kar je bilo najbolj zanimivo je pa to, ogledalce, če ga okrog obrnemo tako veliko ogledalce približno pride, je Timotej Knific naredil v bistvu celotno študijo in so podobni za Kavkaze in tako naprej, in je bi bilo neko hunsko ogledalce. Tako da to obdobje, vidimo, trgovina in tako naprej, je zelo aktivno. Jaz zdaj z razlogom nisem pokazal ajde, ker si jo verjamem, da je večina bila. Tudi prej sem omenil cerkev, sem videl, da ste zelo hitro lahko povedali, ampak imamo
Če imamo ajdo nad žarovnico, se po eni strani kaže, da imamo zgleda Sveti Peter pri Pegurjah, potem imamo na drugi strani Dobrče je Vaško pri Tržiču in seveda potem smo v tej markantni lokaciji Sveti Lorenc in potem pridemo naprej na Potoče in gremo seveda naprej proti Kamonkužu, smo že skoraj neposredno, ima mali grad v Kamonku, tako da vidimo te točke, kakor smo prvo predavanje, imajo neko zgodovino, so prav tako v tem obdobju zelo aktivni. No, to je recimo tukaj v zadnji cerkev, tole pa še vse ostane take naseljene, to je pa ostane Valičove sonde, on je v bistvu sondiral in je odkril take hiške male, celo zidne, ki je tako. Jaz bi rekel, pride do nekih pretresov v obdobju, poznamo pa te rodbine sedaj, Brixen sploh, je nekaj bolj pomembnega, če ne drugega ne bi bilo pospešena kolonizacija območja, ker ne bi imelo zemljo vse do seveda, kar je do predvora in še naprej. Seveda potem razne trgovske poti oziroma trgovanje zemlje, tako so malo manj, potem pa seveda pridejo tudi na območje v Trbovžani, center je grad Kamen, tako da je zelo pride do območja, ampak izpostavil bi pa tako, no, to pa ne vem, če veste, na Šmarjetni gori je seveda tudi odkriti grad bil, ste to že slišali, iz 13. stoletja, takole imamo naš hram, takole smo na Šmarjetni gori na hotelu Belvi, na tem območju tukaj je pa v bistvu ta kucal in takole, vidite, tole je pa jak, no tak. Jark je še zmeraj videl na lidah posnetku in je takole, in tudi manjše tole zidove so še zmeraj vidne. Kar je zanimivo, to smo se, kad smo naredili skem posnetek in iz strani, kar smo dobili od Flori, smo probali prikazati neko trgo, Jark je še danes videl na terenu, stolp je videl, palac je videl, tale je v bistvu pridvorna stavba je videl in tudi tukaj so se kazali neki zidovi, seveda, Jark nikoli ne samo, reče ena trdnava na drugi strani gradu, to velja praktično za vse gorenjske gradove. Ampak je zato, ker ga v Trbovžani ga postavijo preko Save, Pusti grad poznate, oni so že postavili najprej na hitro Pusti grad, neko osnovno trdnjavico, potem so pa probali še to, še z enim gradom, v bistvu zdaj zato, da bi kolonizirali besniško območje. Seveda pa to ni bilo všeč Škofji Loki, Frajziku, to bilo pa njihovo zemlje. Hočem povedati, da ni bil grad, je po pisnih virih, ni bil ne napaden, ne požgan, ampak je bilo v bistvu tako, da je bilo nekako pravno doseženo, da so mogli Trbovžani grad zapustiti in ga podreti, da ni bil več v rabi. Tako da tudi srednji vek ni bil tako, kot mi mislimo, da je bil zelo tak agresiven, seveda v določenih segmentih, ja, nekje pa tudi ne, so se marsikaj zna tudi z besedo zmeti, ampak je pa grad seveda po eni strani zelo običen, če ne drugega se zelo vidijo vsi trije zgornji gradovi, od Pustnega gradu, od Blejskega gradu in seveda tudi noter se opazi grad Kamen. In kar je pa drugega tukaj še v 60. letih je bil čez Savo brod. Tako da jaz mislim, v Kranju v srednjem veku je mogla biti mitanca, ne glede na vse, bilo pa še nekaj tak, da si se ognil plačevanja enega davka, si šel pa na brod, ki te je bistveno cnej pa šel, oni so pa seveda hoteli s trgovino oziroma s nadzorom še to trgovino prevzeti. Tako pač, da vidimo malo, da se zgodbe v srednjem veku dogajajo, kar je to, spet imamo neke točke, prej sem pokazal gradišče nad Baškom, tudi gospa Hedvika je hotela ta grad postaviti, ta grad poznate? Ne? Pusti, tako, Pusti grad je. Zunanji obroč obzidja, to je pa lidar poje posnetki pa skenogrami. Zunanji in seveda notranji tale v bistvu palaci, tak zanimiv šestkoten palaci, kar je, to je seveda treba videti, to so zadnje faze. Vzhodne faze je treba videti nič drugega, ker samo en takle stolp,
nek jark in seveda neki, seveda, ki je šlo še pridvorna pristava. Tako, pač nekje je bilo tle treba zakona, ampak po srednji vek dobivajo seveda strani pobiranje davkov od zemlje in tako naprej, pa rastejo gradovi. Ampak načeloma pa je tudi grad Kamen, je bo najprej samo ena taka, v bistvu ta, če se ozremo, zahodni stol, ne bi bil prvi del gradu Kamen. Tisto v bistvu raziskov. In seveda potem to raste, tako da tukaj je bila ena manjša Trnavica, potem svojo seveda raste in to dodelajo še zvonarje, vzidljajo jarke. Zato sem hotel pokazati to, ki sem vam takrat pri prvem predavanju rekel, da bomo na Preski, kjer je bilo označeno zgodno srednjeveško gradišče, varovalno gradišče, pa smo pa v letu, v bistvu, ki smo raziskovali v 2012 gradove, je bilo zelo zanimiv, je pa v bistvu Andrej Šebrov, ki je tudi vam predal, takrat z nami bil tudi na terenu, smo šli na en vhod in gledamo to na območje in takole. In dejansko se je skazalo, da je bil grad še eno svojo, seveda, manjšo Trnavco, ki je branila grad na tistem območju, kjer je bil najbolj ranljiv. To je seveda tukaj. Tukaj imamo grad, tukaj je že konkreten padec, je težko bilo dostopno. Tukaj pa je ta ravnina, da bi nekdo, ki bi gledal v bistvu tako tematsko, kako bi napadel in uničil grad, lahko zahod obšel. Podobno se je seveda pokazali pri gradu Gutenberg na Bistrico pri Tržiču in tisto, ki sem vam takrat kazal, tudi je zelo podobna, je pri gradu Kamen zgleda ta Preska, imela tudi eno svojo Trnavo, pač za pregled območja in seveda za varovanje gradu. Tako no, pač vedno je bilo neko z glavo narejen, da kako bi najbolj na vseh območjih branil našo v bistvu utrdo. Tako da in to seveda potem z arheologije pomembni, ker do polovice enega kilometra, v bistvu do 500 metrov, se pa nekako kaže na te razni v bistvu manjše trdeni sistemi, ki varujejo še grad. Zdaj, se pravi, varovalni stolpi se potem tudi postavljajo tudi v Kranju, grad Kислštajn je tak stolp, in seveda obzidje raste, to bomo potem že proti koncu. Škrlovec, verjamem, da poznate, je že proti koncu srednjega veka, pa da je ostane renesančne trdnjave, tako je varovanje seveda bolj kotno. Ampak Kranj, po določenih zadevah v srednjem veku, ne glede na to, ostane neko zgleda središče menjega grofa, to je pa tisto, ki smo prej govorili. Da je to, da Andeški tudi iz Kamnika pridejo v Kranj, seveda dajo grb, ne more biti drugega, ker ta močna mestna tradicija, seveda na Bledu pa poznamo malo drugačno zgodbo. Je pa grad tisti, ki je prevzel primat naselbini. Tako da ja. Zdaj, gradovi na Gorenjskem, takole jih imamo seveda kar nekaj, ampak vidimo, da naše točke smo se spet ponovili. Jaz upam, da se zelo ne ponavljamo iz dneva v dan, oziroma ti tudi nekaj predavljamo, ampak ja, v Škofji Loki imamo seveda 3 gradove, v Kranju, pač še neki gore pa je naselbina še taka, ampak tukaj imamo seveda Sledniški grad, Trbeneški, tle še en grad Kamen nad Adragasom, potem Kamnik poznamo, Novi grad nad Predvorom, Tržiču so prediko, grad Gutenberg, pa Glad, Kamen z Glancem, pa Bela Peč, pa je malo manj zaznavna, ker je v bistvu čez mejo, ampak ja, ker je Bela Peč tukaj, zato jaz skozi pravim, da tleve mora biti še kar bogato območje. Ampak zdaj pa, če malo pogledamo, pa smo še takrat rekli, ki pride, pa dejansko, če gledamo na zgodni srednji vek, je Bled, Blejski kot ena taka markantna lokacija, se strinjate. Res tako prevzame, glede na poti, ki pridejo, kam grejo vse poti, ker treba je tale čez Drago, je mogla biti zelo aktivna. In gradu Kamen čez Drago in naprej gor na Ljubelj, zelo aktivna pot in tako naprej. Tako da je bilo kar veliko. Kar je bolj tako, se sem prej omenil, pač zgodni srednji vek se poje to nadaljujejo, Trnave se postavljajo tam, ker je v dobri zemlji, zato da seveda prestar, zato da varujejo zemljo, zato da pobira žalke,
ko se davki pobirajo, seveda pride do večjih, skozi srednji vek, nekako 13-14 stoletje, se območje, kolonizacije območja se seveda s tem širi, ratajo razni manjši, ministerialni manjši, v bistvu graščaki manj pomembni, ampak so v službi pomembnejšega graščaka, ne. In tako pride, dokler seveda 15-16 stoletje, je pa nekako se ratajo spremembe, ravno tam nekako spet to spodbuda trgovine, no. V 14. stoletju nekako prenese do formuliranja naselbin, in te naselbine ratajo seveda meščanske, v Kranju se to zlovi Škofja Loka, in takrat pa pride bogatenje seveda meščanskih družin in prihaja do spet do te spremembe, da se gradijo ceste, pride do blagovne menjave in vsega, kar pa zelo dobro izkoristijo seveda Turki. Turki so bili pa več drugega, kakor ponovno neko, ne treba govoriti, večinoma v naše območje so upadali Bošnjaki. Ko ne bi bilo tam kar nekaj let zapored suša, in je bilo seveda izpad dohodkov, so oni, ker so bili večinoma bolj mobilna vojska, od seveda Habsburške vojske, ki se že formulira, so pa oni to izkoristili in so seveda prišli za kratek obdobje in pobrali, kar so takrat lahko pobrali, ne sem seveda svobodno nazaj dal. Kar je podobno, seveda to se ljudje slej, ko prej se temu primerno v bistvu reagirajo, kar je tako, no, ker so opazili, da vojska ni temu kos, da bi ustavila Turke, seveda naslanjajo proti turški tabori in tako naprej. Se vse formulira, seveda, ampak mesta nastanejo, seveda tudi tukaj pri Podgradu se širi mesto, pač Kranju, tako, ampak nastanejo pa tudi vedno bolj bogate cerkve, ki je seveda več denarja v toku. Zdaj, to je samo primer iz Kranja, pa se znate predstavljati, kjer cerkva iz Gorenjske še zelo podobna. Sveti Peter, to je praktično skoraj identično. Po doktorju Peskarju, seveda umetnostno zgodovinarju, ne bi bilo to češki tipi cerkva, ki prihajajo, seveda doranske, bom rekel, take cerkve, seveda z velikimi okni in tako naprej, potem seveda Crna Gora, mislim, da Kranjska Gora, to pač neka zgodba, ki jo vidimo, tako smo jo prej govorili, za zgodne cerkve. Seveda, to je zdaj že posega čisto umetnostno zgodovino, ampak to, no, ko pa mi odkrijemo to obdobje, je pa zelo zanimivo, pa zelo rad, kaj še najdemo, kaj še vodski portal, pa kaj ta zgodba. Se pravi, te cerkve, pa Žurenjske cerkve, imamo seveda tudi neki protestantov, kar vidimo tudi izgleda, to obdobje se je že formulilo še protestantsko, ali pa kar je pa tako, no, prvo Žurenjske cerkve, seveda je bilo tudi takrat protestantsko seveda grobišče, kar pride do sprememb, obleka, tako da imamo take spence za spenjanje teh korsetov, pri ženskah, pri moških tudi, in ko je svetilice so bolj v uporabi, kar je pa v bistvu že bolj moderno krščanstvo. Tako, zdaj vem, da mogoče gremo res srednji vek zelo hitro, ampak je tako, pač zgodba je ista. Imamo tudi v Kranju je odkrita novčarska delavnica, seveda podobne zgodbe so iz Škofje Loke. Imamo tako, rata neko namizno posodje, kar bo pomeni, da rata bivanska kultura nekoliko višna, kar pomeni, da moramo imeti mizo, da lahko postavimo. Smo spet ne glede na vse zgodnega srednjega veka proti koncu novega veka, se stvari kar dogajajo, spreminjajo, kar je vidno tudi seveda v arheologiji. Se pravi, Turki so bili zelo aktivni, tisto mirno piše, kot smo kazali, ampak njihov glavni namen je bilo Koroška, ampak tudi ljudje se temu primerno seveda se organizirajo. V Kranju, si znate predstavljati, to je severno-kranjsko obzidje, tukaj zdaj stoji ta blok, to je bil ta jak mlinskih kamnov, in tako je bilo še zunanje obzidje, tukaj pa dve različna kamna potekata skozi Zimajski otrg, ki pa nakazujeta ravno to severno-kranjsko obzidje z jarko.
In seveda pač imamo toliko, je bilo toliko v bistvu bogatstva, da je bilo pa to, da so zgradili kar nekaj na tem. Kar je, seveda prihaja, takrat tudi smo odkrili v kraju kar nekaj vodnjakov, tako da vemo, pač tudi v preteklosti in za bodoče čase hočem to pokazati. Ne? Slovenija je zelo bogata z vodami, moramo pač biti res previdni, kaj delamo z njo. In to so tudi čase, da vse, potem prihajamo v novi vek, spremembe, ampak določene stvari ostajajo, te stavbe, recimo, tudi danes več v krajini, tako, no, vse določene stvari, imamo naše kadnave, podobno poznate, to je Šmajdograd, ne vem, če ste kdaj spili, to je nad kanjonom Koker, je takole vzibak, ravno zato, ker je bil tukaj, tako kaj dal so bližini avtocest, je bil tudi takrat prehod, ki je varovalni prehod proti Turški, ampak tudi Turška jama, ne, na Džirovac gor, je recimo nekaj zelo podobno. Zdaj pa mi meni še kaj povedati. Zdaj smo videli, ne, ampak Mladinski grad je pa res ena markantna točka, ampak tukaj sem zanaležal, no, na YouTubeu boste videli iz Narodnega muzeja kar nekaj filmov, takih predstavnih. Ne zgodi se vse čez noč, pride pa seveda obdobja, prinesejo maske in seveda na to, da če nastane najprej eno obzidje, potem nastane drugo obzidje. Mladinski grad, jaz vidim, da je to res tako markantno, ker je vzela naselju tisto, kar je Kranju ostalo. Pač grad je ne glede na vse, je vedno bil to središče, v Kranju je bilo pa to v središču in je potem pa Kranj zato tudi malo širil se. Ampak ja, njih tako tukaj, mislim, da na takle grada ste zelo ponosni, da ga imate, ampak mislim, da je zdaj malo vidno, da je pa neka tradicija na teh tleh, ki je ostala v bistvu. Zdaj, kaj bi jaz rekel tako, no, mi smo imeli 3 predavanja, upam, da sem malo pokazal, da preteklost ima neko, tako bom rekel, težo, no, da se jo kar splača poznati, če ne drugega nam je dala pa sedanjost. Zdaj pa pozitivno gremo pa naprej. Ja, hvala vam za vaš čas. Zdaj pa karkoli, če jih zavprašati, tako da... A je bilo vredno? Vsaj to. No, vsaj. In pa da je bilo pretak. Je bilo zelo zanimivo, ne? Stopila v bliži, da... V okviru muzejskega društva bomo tudi arheološko skupino, ne? Zdaj na Dobri gori smo kopali do poletje. Mi smo nekaj zanimive najdeli. Smo jih nadeli, smo jih datirali, kaj je za konc 8. začetnega desa. Res je, zelo poslovali. Jaz se je izdelal, da bo vas to tudi zanimal, pa smo eno prinesli. Ja, pa še tako škaten smo jo dobili, tako da... Novc, ki simbolizira pravzaprav en del dela, stavo, je na en stran količek, ki je začetno znak našega društva, na drugi strani pa ste vse prezdehnico. In za vaš prispevk in za vaš trud, prosim se vam, to je najbolj podarjamo. Ja, hvala. Hvala vsa. Da sem super škoda, da ne smo strihte. Ja, pa smo lahko certifikacija. Ajmo, no, pizda, ne pa pa ne. Je najlepša vam hvala, jaz znam. Hvala lepa tudi vam, res zelo zanimivo, no, zdaj iz tega, ko se cela pogledamo. No, jaz samo upam, da je bilo predstavno, kako se zanimivo.